Kaj če ti rečem, da to zvezdno nebo od Rolls-Roycea, ampak v resnici ni? To je moja 350 konjska Cupra in danes bom pokazal nekaj norega. Z drobižom v primerjavi z Rolls-Royceom sem tej Cupri dodal luksus, ki si ga ne bi nikoli pričakoval. Na Amazonu sem kupil Starlight Headliner kit in ideja je bila preprosta. Če me lahko Rolls-Royce zvezdno nebo, zakaj ne bi imela Seat Leon Cupra? Ampak iskreno, to je bil eden najbolj stresnih projektov, kar sem jih kadarkoli naredil. Vedno sem bil obseden z Rolls-Royce notranjosti in ne zaradi cene ali prestižnosti, ampak zaradi občutka. Ko sedeš notri, vse je mehko, tiho in luksuzno in potem sem pomislil, čakaj malo, imam 350 konjsko Cupro. Zakaj morajo luksus in performance živeti ločeno življenje? Zakaj ne bi združil ta dva sveta skupaj? In danes vam bom pokazal, kako sem to naredil. Tukaj pred sabo imam kit, s katerim bom lahko ustvaril svojo zvezdno nebo oziroma Starlight Headliner. Notri je 450 zvezd ali 480 je celotni kit, ki dejansko bomo mogli ta del strehe dati notri in ga tudi počistiti, ker tu pa tam je umazano. Ampak ja, celoten kit je notri, več barv je, telekomandico še zraven dobiš, dejansko lahko več barv rihtaš, intenziteto, efekt, tako da bo kar dobro. Edina slaba stvar je, da vidimo, je, ker dejansko to moraš dati v ta cigarette lighter ali pa pač dobesedno za elektriko. Mi pa s pomočjo enih dodatnih kablov bomo dejansko to dali na eno varovalko, tako da dejansko vsakokrat, ko jaz bom prižgal avto, se bo dejansko celo nebo avtomatsko prižgalo in ko gre ven. Tako da gremo na delo. Ok, prva stvar, ki bomo odstranili, je luč spredaj pri voznikovi strani. To samo dva šraufa držijo Torx 20 in pol enostavno mora priti dol, treba paziti samo, da kaj ne počne kakšno plastiko. In naslednji pol korak je dati voznikov senčnik dol. Ok, dajmo se lotiti prvo tega in tle mi je že počven košček, kar ni najbolj idealno, ampak ok, dejansko prvo treba odstraniti to zgornjo plastiko. Super. Dejansko je vse na klipih, tudi če je tle počlo na temu, tu za 1 evro dobim novega, tako da ni problem. Tle dejansko vse na klipih, tako da ok, super. Za to lučko samo dejansko tukaj malo navznotri. Pa da pade ven. Dejansko tle je en klip, ne vem, če se vidi tako, ki treba stisniti skupaj in tudi druge. Ok, dejansko je bilo malo zakomplicirano dati ven, ker dejansko tle so tej klipi in dejansko moraš iti vmes s šraufeljcigrom in stisniti skupaj, kar je res pain in the ass, tako da imam še drugo stran, ampak ja, nam bo uspelo. Dajmo stakniti še to, pa dati A-pillar stran, pa še druge stvari in pol počasi bo streha prišla dol. Zdaj se še s tem obadam, nekdo je to, ne vem, če se tako vidi, je kola to kar ful zalepo. Sklepam, ker je to kar ni enostavno za dol in valjda so se bali, da bi se mogoče kontakt staknil. Well done, Volkswagen, res well done. Pač bi moglo biti čim bolj enostavno, ampak zakaj ne narediti malo bolj težje? Ok, naslednja stvar, ki moramo odstraniti, je A stebriček na voznikovni strani in tudi B stebriček, pol pa se lotimo sredinsko luč, ki je zadaj in potem gremo na kljuke, ki visijo gor na strehi. Tukaj so samo dva klipa, je zelo enostavno odstraniti. Pol pa se premaknemo zadaj v prtljažnik, ker imamo spet dva šraufa Torx 20 in pol pa gremo na C stebriček še odstraniti. Ok, dajal sem dol streho in ko vidite, mi je dobesedno padla na glavo, tako da zdaj moram iti počasi ven in pol iz prtljažnika ven to potegniti, ampak ja, uspelo mi je. Ok, odstranili smo headliner, jaz sem ga še spucal, zdaj mi imamo 450 zvezd, tako da dejansko bom naredil 4 sekcije in 113 spredaj in bom nekjer naredil 112 zadaj, pač dodal bom dve na vsaki strani eno več, ker se mi zdi, da vseeno največ spredaj sedimo, tako da največ se vidi zvezde spredaj. No? Tako da, ampak dejansko projektorček bom ga tukaj dal, zadaj. In tako da kabel za napajanje bo vse šel tle naprej, tle, ker je voznikov, torej jaz, in pol dol po A-pailerju in pol bom tle nekakor pol zaštekal. Ta čas sem tudi mogel vzeti kabel in sem ga malček, čisto malček podaljšal. Tukaj se vidi, tu sem značil, da je rdeča pozitivna in pač črna kristala negativna. Prvo stvar bom razdelil streho na 4 sekcije in v vsaki sekciji bom naredil spredaj levo in spredaj desno 113 pik, zadaj pa bom naredil 112 levo in desno, ker vse skupaj imamo 450 ledic.
Dejansko tako se razdelil, ker tukaj je bilo 48 takih bolj debelih, pa iz debelega do tanjšega, ki grejo. Jaz sem razdelil 4 po 12, ker pol bojo šli po teh sekcijah in pol je ostalo še približno 400 pa neki čisto tankih in tudi te sem po stojih razdelil, tako da bo dosti lažje pol vse skupaj porazporediti. Tukaj je ta malo scary trenutek, ki dejansko moraš zvrtati 450 lukenj v streho. Dejansko sem končal prvi del oziroma prvo četrtino, ki mi ostane še 50 tukaj za narediti in pol tam še 100, tam drugi del in ta še 100, tako da kar nekaj časa ti vzame, je kar nerve-wracking, tako da bil kdo se bo to lotil, vzamite si čas, ne hiteti, ker gremo naprej na delo rajši. Ok, ta del zdaj sem totalno dokončal, tleh je približno 112, za 50 zvezdic približno rabim 20 minut. Zdaj, uni del najbrž bom nov naredil, ker če pogledate, ta del je dosti boljše organiziran kot ta, ki je totalen mes, ampak sem videl, da najboljše začeti od zadaj, torej prva ena sekcija, pol druga sekcija, pol ta in pol iti tako isto naprej. Ker sem začel pa zadaj, pol je problem še, ko hočem zadaj dati, je res mes, tako da najbrž, sigurno bom to dal ven in bo začel vse od začetka. Ekola, streha je dokončana, v resnici si nisem čutil, da bi pustil tako, ko je bilo, ki je bil pravi mes in sem vse dal dol in celo noč delal, da sem naredil na novo in dejansko je ful zdaj lepše. Tle sem se naokoli speljal, ker sem imel feeling, da če bi pustil vse te kable zgoraj, najbrž ne bi mogel pol streho potisniti gor. Reč, da je bilo kar nekaj dela, celo noč sem bil po konci in ker je bilo treba ta silikonček dati stran, še enkrat zvrtati luknje, ker nikjer je bilo zaštopan pol silikona, ampak jaz mislim, da je bilo vredno dela. Tako da zdaj je tip top, edino kar bi priporočal, ker jaz sem razdelil na 4 sekcije, torej 50, 50, 50, 50, 50, vse po 50, dajte prvo 50 jih gor, zasilikonirajte in pol naslednjih 50, ker verjamete mi, že ko daš prvih 50, sem mogel 2-krat, 3-krat pogledati, ker marsikdaj sem pozabil kakšnega zasilikonirati, da ne bi pol potegnil in šel ven, ko je streha gor, ki če ne je absolutno nightmare. Dajmo to namontirati, videti, kakšen efekt je, jaz kome čakam, po mojem bo noro, res. Preden na streho nazaj gor, moram prvo sploh videti, ali to vse skupaj deluje, ali sem kaj zafrknil. Dejansko, kaj moram narediti, je ta negativni del. Moramo samo prišraufati na nekaj železnega. Tukaj bi mogla biti ozemljitev. In ta del, ki dejansko to je varovalka zdaj za naš starajt oziroma zvezdno nebo, to je pa za cigarette lighter dejansko, ker imamo za, ki lahko prežeš za kike, tako da in damo dejansko tle bi mogla biti. Ok. In da vidimo zdaj, če deluje. Zdaj bomo dali kontakt. Yes! To, super! Dajmo naprej inštalirati zdaj. Ok, moram kar pospešiti, ker folk hodi mimo in me gleda, kot da sem padel iz Marsa. Se jih razumem. Tlem kupenih stvari bingljami iz glave. Prepovedano je šraufati. Res je, v Švici je strogo prepovedano šraufati, ampak pustimo to temo za naslednjič. Prva stvar, kar moramo narediti, je dati nazaj gor A stebričke, B stebričke in pol pa vsade v prtljažniku še C stebričke in to je to. Pol pa valjda še senčnike voznikov in sovoznikova in kljuke, ki so in delo narejeno. Ok, vse je sestavljeno, vse je kot se tiče in vse tudi druge lučke delajo notri. Definitivno je bilo teže dati gor streho, ko pa dol. Na hitro poščipam se na moje strani in grem iz garaže, preden še kdo me vidi, me zašpeca, tako da... Ok, stvar je končana, vsaj te zvezdice. Meni je zelo žal, da nisem posnel, ampak mi je zmanjkalo baterije in pol se mi je mudilo dalje. In iskreno je zelo preprosto, ker vse, kar moraš narediti, je dejansko vzeti eno ščipalco za nohte in samo postrižiti. In to je to. Edino, kar moraš biti previden, je, da tapecerijo ne postrižeš, ker če ne, pol imaš luknjo v strehi in to si noben ne želi. Ampak iskreno, to je bil najbolj enostavni del. Je pa res za time consuming, ker je bilo 450 teh koničkov za odrezati, tako da se malo namatraš, no. Ampak še ena stvar manjka, da avto bo res gledal dosti bolj prestižen in luksuzen in to je avtomatski prtljažnik. Ok, naslednja stvar, ki moram narediti, je prtljažnik, ker trenutno, ko ti držiš, ok, se odklene, ampak se sam ne odpre, ga moraš ti dvigniti in moram reči, da to ni neki ful luksuzno. Tako da to bomo zdaj naredili in še mali dodatek, da bo dodalo uno prestižnost, ki ga čutiš malo pri Rolls-Royce in bomo res združili ta svet performance in luksus skupaj. Ampak preden gremo naprej, zdaj je pravi trenutek, da lajkaš in subscribaš, tako da bo lahko še kakšen posnetek naredil. Pa gremo naprej.
Torej, idemo odpreti prtljažnik in kot vidite zdaj dejansko to se noče odpirati samo in vse, kar lahko naredimo je to, pa avtih kaj imajo, ima dejansko te elektronske šipke in valjda za ta avto to ne obstaja in tudi če bi sta nuku z glave. In sem malo googla in sem dejansko našel na mojem dobrem prijatelju AliExpress te malo bolj močne, ne vem, če to reče šipke ali kako, tako da jaz se upravičujem, če ne upravim pravi ime, ampak dejansko so malo bolj močne in na koncu imaš ta svedrček, vem, da malo grdo zgleda, ampak dejansko pol, ko bomo stisnili, bo se avtomatsko gor dvignil sam prtljažnik. Dejansko je ful enostavno delo za narediti. Vse, kar moraš vzeti en ploščati šrof in ciger in tle notri, sam to malo dvigniti, to se vidi tako, da narediš, da ni toliko upora in daš notri klik in je dejansko ful preprosto to zamenjati. Edino, ko prvega stakneš, pazi, da ti prtljažnik pade na glavo, ker to je edino najbolj smotano. Ok, bom malo pritrdil. Dejansko ful enostavni mod je, da vidimo, zdaj dejansko, ko držimo, če samo enkrat stisnemo, bi ga mogli odkleniti, prijaž, ampak če zdaj držimo, pač, a ni to hudo. Iskreno povedano, ne vem, če so mi stali vse skupaj 20 €, res je čip, edino, kar moraš pogledati, da je prava dolžina za tvoj avto in to je to ful enostavno. Ampak imam še en mod, ki ga moram narediti in zdaj bom pokazal. Naslednji mod so LED lučke in kakšne LED lučke? Ja, ful me je motilo, ki dejansko zvečer, ko priješ in se skoraj nič ne videl te LED lučke in sem bil na internetu, dejansko folk si dal vse tako naokoli LED lučko in prije ful noro in tudi to sem na AliExpressu naročil za 5-6 € in mi moglo dati ful ta luksuzni vibe. Dejansko ful enostavno, tukaj samo se stakne to lučkico iz prtljažnika, nekola. In pol dejansko sem kupil samo še en daljši kabel in tukaj pol povezal, to so te kabli od te nove ledice, dam notri, ful enostavno, nekola. To dam tako notri, samo se spravi te kable notri in ledica že dela. Dejansko, kot to zgleda, da to ledico samo skriješ tle za gumo, tako skriješ in dejansko prije pol tako, no, sej bom zdaj ful lepše naredil. No, pa gremo na zadnje modifikacije, ki je res enostavno, dejansko moraš samo to ledico skriti za to gumo, delo vzame 2 do 3 minute, ampak končni rezultat je res nor. Ok, pa da testiramo, da vidimo, kako dejansko sploh delujejo ta avtomatski prtljažniki in če bojo lučke vse naokoli res prišle lepe, da naredijo tak Rolls-Royce efekt. 3 sekunde držimo in ja, to je to. Pač noro, kako ta LED lučka gre vse naokoli, ful lepo in dejansko ful bolj svetlo je prtljažnik, tako da, ker tista ta zadnja lučka čisto nič ne sveti, zdaj pa notri naredi res noro. Ti všeč in hoče vidiš kakšen posnetek, subscribe, lajka in se vidimo naslednjič. Čau!